Na začetku ste omenili, da je Gvineja Bisao idealna za poslovne začetnike v tem delu sveta. Ja, to rad velikokrat poudarjam. Gvineja Bisao je majhna država, ki ima 1.600.000 ljudi in po velikosti je približno kot Slovenija. Je država, ki je razmeroma varna in je obvladljiva. Za nekoga, ki še ne pozna, kako funkcionira afriških trgov, je idealna točka, kjer lahko začneš. Ne samo zato, ker je majhna, ampak tudi zato, ker lahko dosežeš druge trge, ki so v sosednje države, recimo v Gvinejo, Senegal. Ker je tudi taka majhna država, ki ima skoraj vse etnične skupine, ki se nahajajo v teh drugih sosednjih državah, je tudi lažje razumeti kultura, mišljenja teh etničnih skupin. Kajti tudi, kot recimo Slovenci, hitreje pride v komunikacije, je tudi pri nas, kljub temu, da živijo v iste države, nekdo iz ene etnične skupine hitreje pride tudi v kontakt z nekom iz etnične skupine, ki živijo v kakšni drugi sosednji države, in hitreje pride tudi do sklepanja posla. Kje pa vidite priložnosti za slovenska podjetja? V Gvineji Bisao vidim priložnost povsod, ker je država dejansko, ki je še v razvoju in na vsa področja, od infrastrukture do transporta, turizem. To se pravi za turizem, recimo, da kombiniraš več druge države skupaj, je tudi v Gvineji Bisao idealna točka za začetek. Kaj pa energetika? Energetika, to je, jaz pravim, brez energije tudi človek ne more živeti. Država tudi brez energije ne more napredovati hitro. Mi imamo v Gvineji Bisao kot država problem na področju energetike. V glavnem zdaj prevladuje generator, ker proizvodnja elektrika taka konstantna, stabilna ni. In je tukaj možnost ogromno. Recimo jaz predlagam alternativne vire pridobivanja energije. V Gvineji Bisao je obalna država, ima dovolj vetra ima, da lahko vetrne elektrarne razvije, solarno dovolj sonca imamo. V Gvineji Bisao je dovolj zelena država, ima odpadnih biomasa, iz katerih bi tudi lahko proizvodnje elektrike naredili. Vem pa, da Slovenija, nekatere podjetja imajo že te tehnologije razvite. In v Gvineji Bisao je idealno področje, kjer lahko tudi pride. Država je razmeroma odprta za to. Država je pripravljena dati celo mesto, ki ima 5.000, 10.000 ljudi, da ti tam vgradiš eno sistem proizvodnje elektrika za to mesto. Posebna država ima tudi en koncept zdaj, razvijati industrijske cone, ki bi samostojne. Recimo, da imaš nekoga, ki bi povezal s tem, mogoče on lahko lastno investira, država pa mu da zemljišče, da svojo industrijsko cono razvija in tam potem postavi proizvodne električne energije za to industrijsko cono. On do svojih sredstev bo lahko prišel nazaj s prodaje tiste zemljišče, ki bo tam v tisti industrijski coni in tako naprej. Kaj pa ribištvo? Ribištvo v Gvineji Bisao je najbolj znano za ribištvo, bogato z ribo na tistem področju, ker nadmorska višina je 20 metrov in naše more je motna ob obali. In je dovolj hrane za ribe. Tako da koncentracija rib na tistem delu Afrike je največje. In dejansko v Gvineji Bisao nima svojih lastnih ladij. Zdaj daje koncesije drugim državam, da pridejo loviti k nam. Tudi EU, ki ima okoli 60 ladij pri nas in lovijo ribe. Gvineja Bisao država zdaj teži k temu, da bi lahko podjetje ustanovljeno v Gvineji Bisao s svojimi lastnimi ladji lovijo v našem morju in s tem zmanjšali te ideje, koncesije, ker oni bi radi zdaj začeli s proizvodnjo, recimo, ali pa na polizdelke, da se pol ven izvaža, ali pa sveže ribe iz Gvineje Bisao se izvaža direktno v Evropi. Vi si prizadevate tudi za ustanovitev centra, preko katerega bi slovenska podjetja lahko prodrla na tržišča Zahodne Afrike. Ja, izkušnja, ki imam, je to, da je treba rizika porazdeliti. Če mi imamo možnost dobiti 5 slovenske firme,
ki bodo pripravljeni v enem kontejnerju 40 fitno spraviti svoje izdelke, ne, in da mi imamo prostora dol v Gvineji-Bisau, kjer lahko ta produkt promoviramo, ne, je najboljši način trgovanja. Ne. Kajte pri nas kataloge ne igrajo velike vloge. Ne. Mora videti izdelek konkretno, ga dotikati, ne, in potem šele se odloča za tak izdelek. Ne. In mi s tem, ko bi pripeljali slovenske izdelke, omogočamo našim podjetnikom v Gvineji-Bisau, da lahko odločijo za te izdelke. Ne. In tudi slovenskim firmam s tem imajo najmanjše rizika. Nekdo namesto da polni svoj kontejner s 5000 produktov, lahko jih ima 100, ta ima 200, ta ima 300, s tem, da probajo trg. Ne. Tisti, ki bo hitreje še šlo, potem lahko na naslednji kontejner se odloči za samostojen kontejner in pospeši svojo dejavnost. In to seveda ni samo za Gvinejo-Bisau, spet govorimo o trgih na tistem področju. Lahko v Gvineji izdelek prodajo Senegal, Gambija, Mali, Burkina Faso in tako naprej. Na začetku ste dejali, da želi biti Gambija Švica znotraj Afrike in da izstopa po financah. Glejte, Gambija je kot najmanjša država na zahodnem delu Afrike prisiljena v delovanje na področju financ pa turizma. Zasedba je tudi taka, da je Gambija spadala še v 20. stoletju pod Angleži in vemo, da je v Evropi kdo vozi finance v Evropi, se pravi Anglija. Tako da so prenesli v bistvu poslovanje angleško, prenesli direktno v Gambijo. Tako da večinoma podjetij, ki delujejo v Afriki, imajo postavljeno v Gambiji center na področju financ. V Gambiji je tudi 12 bank, med drugimi najmočnejše banke na svetu, imamo noter HCBS, imamo noter dano BNP Paribas, največje banke. Tudi pozavarovanje, zavarovalnice, tako da pri njih je finančni sistem že zelo, zelo ukoreninjen. Kje so priložnosti za slovenska podjetja? V povezovanju, postavitev centrov, postavitev kompletnega surovin, se pravi, kar se tiče materialov za gradbeništvo, materialov na področju za infrastrukturo, javni razpisi njihovi dol, kjer so krepko imajo temelje in so nastavljeni načrti z finančnega vidika, od Svetovne banke do Islamic Bank podpirajo in se Gambija lahko na področju tega širi. Druga stvar, ki je zainteresirana tudi na področju vode in na področju elektrifikacije. Elektrifikacija je ena izmed stvari tudi, ki jo nujno potrebujejo, ne glede na to, da so že na telekomunikacijah prehiteli marsikakšno evropsko državo. Kako je z internetom? Ljudje bi bili presenečeni, ko bi dali kartico, kot sem povedal, v internet, mislim v telefon ali v teba in bi dobili ven 4G internet. Slovenega nimamo. Dejali ste na konferenci, da si želite ustanoviti center, preko katerega bi slovenska podjetja lahko vstopala na trge Zahodne Afrike. Mi se v Sloveniji že kar nekaj časa trudimo, da bi postavili središče, s katerim bi pač pod eno streho spravili različne proizvajalce in dobavitelje, ki imajo sedež v Sloveniji, se pravi z njihovimi različnimi produkti in to sestavili v neko celoto in poslali pod eno blagovno znamko v Gambijo, s tem, da bi ali v druge zahodne afriške države in postavljali centre. Se pravi, če želiš ti nekje na tujem trgu nastopati, trenutno smo toliko majhni, istočasno pa tudi toliko veliki na področju produkcije in na področju različnih sortimanov. Mi imamo kar nekaj kvalitetnih podjetij, katera bi se pa nažalost, mislim na našo srečo, pa nažalost, kar se še ne dogaja v Sloveniji, mogla povezovati in nastopati na teh tržiščih. S tem bi se zmanjšal riziko, tveganost kapitala za vložek za ta tržišča, istočasno je pa ta koncept edini primeren za delovanje v Afriki, preverjeno. Kje so v Gvineji priložnosti za slovenska podjetja? V bistvu Gvineja kot ena večjih zahodnoafriških držav ponuja priložnosti praktično na vseh sektorjih industrije. Tukaj je vlaganje v infrastrukturo, vlaganje v cestni, železniški promet. Na drugi strani imamo kmetijstvo, kjer je Gvineja po več kot 30 letih zaostajanja na tem področju v bistvu podhranjena z potrebami po novih predelovalnih obratih, po novih tovarnah, po novi opremi v teh tovarnah. Za primer povem, sredi Konakrija je postavljena tovarna za predelavo tropskega sadja v sokove, ki je nastala 5 let po osamosvojitvi Gvineje in ta tovarna zdaj praktično stoji z opremo.
mango in ostalo tropsko sadje pa po Gvineji v bistvu raste na vsakem koraku. Torej, možnosti so, seveda pa ni nikoga, ki bi to vse skupaj zagnal. Ena velika priložnost v Gvineji je pa vsekakor njena električna moč oziroma njeno vodno bogatstvo, ki omogoča nesluten razvoj elektroindustrije. Dejali ste, da so priložnost tudi javno-zasebna partnerstva? Ja, v bistvu Gvineja oziroma država kot taka v tem trenutku sodeluje z podjetji in podjetjem lahko ponudi zgolj in samo javno-zasebno partnerstvo po sistemu BOT, kar pomeni, da investitor postavi tovarno, postavi obrat, postavi kakršnokoli rešitev, infrastrukturno, kakorkoli, in jo določen čas upravlja, dokler se mu investicija ne povrne z določenim dobičkom in jo potem preda v upravljanje državi. To je način, ki ga je Gvineja zdaj izbrala, delno tudi zaradi tega, ker je pri tem dobila podporo Mednarodnega denarnega sklada, ki je prav na osnovi tega načina sprejemanja investitorjev v državo zbrisal Gvineji en obsežen dolg, ki ga je država imela. Pripravlja se center, preko katerega bi slovenska podjetja lahko prodrla na trge Zahodne Afrike? Tako je. V bistvu za posamezno slovensko podjetje je afriški trg, da rečem tako, strašljiv. Zato smo se nekako odločili skupaj s partnerji, da poskušamo omiliti ta strah in to tveganje vstopa na zahodnoafriški trg z neke vrste slovenskim podjetniškim centrom v državah Zahodne Afrike. Tukaj predvsem ciljamo v začetku na Gvinejo, Gambijo in na Gvinejo Bisau, kjer bi v bistvu nudili vse informacije hkrati za slovenska podjetja, ki želijo vstopiti na zahodnoafriški trg in hkrati za podjetja v Zahodnji Afriki, ki bi želela sodelovati z slovenskim trgom. V prvi vrsti bi seveda šlo tudi za neke vrste center slovenskih izdelkov, center slovenskega znanja, ki bi ga predstavili v določenih državah in seveda s pomočjo teh centrov kot nekih mikrokozmosov ustvarili ta makrokozmos podjetij, ki bi lahko sodelovala v državah Zahodne Afrike, prvenstveno v Gvineji, Gambiji in Gvineji Bisau. Predvsem v Gvineji je Slovenija nekaj priložnosti že zamudila, ste dejali, in želimo si, da jih ne bi več. Tako je. Gvineja je kot ena od dolgoletnih partneric Jugoslavije v bistvu bila sila navezana na slovensko gospodarstvo in na slovensko znanje preko Litostroja, Metalke in ostalih podjetij, ki so nekoč cvetela v Sloveniji. Marsikatera hidroelektrarna, marsikater objekt, marsikatera tovarna je postavljena, zgrajena s slovenskim znanjem v Gvineji. Po osamosvojitvi Slovenije pa je nekako to zanimanje pri slovenskih podjetnikih usahnilo. Nekako je nastal strah pred Afriko ali pa smo preprosto hoteli izbrisati vse, kar je dišalo po prejšnji navezi in nekako slovensko gospodarstvo ni znalo izkoristiti navezav, ki jih je pa prejšnji jugoslovanski trg ali pa jugoslovanska država v Zahodnji Afriki že imela.